Se pravi, če to povežemo z temi predporočnimi pogodbami. Tako. On pol zagovarja, da je predporočna pogodba nek tip tega težkega pogovora in da je to pač full fine za zvezo. Zdaj, kako on kukar razlaga zelo, jaz verjamem, da je to veliko bolj podrobno, pa tudi jaz ne vem še dosti o tem, ker nisem se s tem še nič pri svojih rosnih letih ukvarjal. In on pač v glavnem pač zelo površinsko razloži razliko, kaj je med tem, če narediš to predporočno ali pa če ne. In zdaj vsakeč, ko ti stopiš, zdaj to je za njihov, pač verjetno to še bolj pogojeno z ameriškim trgom, ne? Ampak ti sprejmeš s tem, ko se poročiš tudi neke formalnosti in imaš ta zakonik, ne? V katerem je pač razloženo, kaj mora vsak v paru narediti, ne? Pa kaj se pričakuje, pa kaj morata, pa kako se stvari delijo. In zdaj te stvari so določene po nekem preko obrazcu, ki ga je država ali pa neka konstitucija višja napisala, predpostavlja. Oblike pogodba v bistvu. Ja, se to je pogodba na neke oblike, ne? Ja, se podpišeš. Predporočne pa, da ti v bistvu narediš svojo obliko tega, ampak narediš svoje pogoje. Kaj se recimo zgodi, če se zgodi to. Kaj dobim jaz, kaj dobiš ti, če imamo recimo psa, kdo dobi psa, ali ga lahko jaz vidim psa, ali pa tudi za otrok, mislim, in za lastnino verjetno in za vse skupaj. Se pravi, jaz nisem šel zdaj toliko detajl, ampak se mi zdi zelo zanimiva tema, ker o tem se tudi dost ne govori, pa tudi ne vem, če je zelo, si slišal sploh, da je bi to na slovenskih tleh. Jaz sem za to stvar prvič čul najbrž v srednji šoli par angleščini, ko smo ta izraz obravnavali, pač prenup. In pol... Zdaj se spomnim ene epizode iz serije Suits, če si čul, kdaj je za Suits. Ja, sam nisem pa... Ja. Tam not je ena epizoda, kjer se v bistvu ta dva glavna lika nameravata poročiti, ampak oče od te ženske noče dati žegna za to vezo, zato ker tip noče predporočne pogodbe podpisati. Ok, štekam. Ampak zanimiv, je bilo pač to na tak način tam narejeno, ker je on bil pravnik, oziroma vsi trije so bili pravniki, ampak on je na to gledal glih obratno v bistvu, ko pa smo mi navajeni, ker recimo tako ni hotel podpisati, ja mislim, da z takim pogledom, ko mi gledamo, da pač ne rabim tega, da pač se jaz dokažem, oziroma da ni mi treba pravno zapisati, na kak način si mi dva zaupama pa delima stvari, ker je pač to nekaj višjega, ko je med nama, to sem zdaj nekaj tak razlog naredil, ko se mi zdi, da večina ljudi razmišlja. Ampak recimo pogled od tega očeta je bil pa, da je bilo njemu nespoštljivo, da on tega noče podpisati, ker njemu je bil pa ravno to, na podoben način, ko si ti zdaj povedal za tega človeka, da ti to podpišeš, pa se staviš večji izraz zaupanja pa povezanosti, ko pa če tega ne narediš. Ja, ker v glavnem mislijo, da je to zdaj nekaj takega, ti mi zdaj ne zaupaš, da hočeš to narediti, ampak jaz mislim, da gre za to, da mi dva se zdaj, ko smo v dobrih odnosih, dogovorimo pač kakšni so pol pogoji, če bi recimo prišli do odločitve ali pa ne vem, whatever. Kaj je že imel še en dober quote. Pa ne vem zelo, kaj je bilo. Mislim, da je bilo v tej smeri. Ne se zaradi gnarja vžent, ko si ga dosti cene izposoditi. Ali pa je rekel, moja starša sta bila 20 let srečna, pa sta se pa vženila. Ja, pa ni stala več srečna. Pa so prišli pa še drugi muzikanti, pa so imeli špil. Fajn. Ne, pa so imeli špil. Ne vem, ne bom se zdaj spomnil, tako da ne bom sploh šel v detajle točno, kaj je rekel. Nekaj je bilo, ali da naj jo smrt loči, ali pa... Florian Mike. Da naj loči smrt, ali pa... Nekaj to zdaj s tem, ampak ne vem, ne bom zdaj nič tega komentirati. Florian Mike. Hvala. Boš mogel imeti takle, ti vnal gumico na gobčnik, ust, na majknik. Na majknik je to. Na majknik. Zdaj si me prekinil, sploh ne več, kaj smo to povedati. Da je še nekaj drugega povedal.
No, v glavnem, on ful zagovarja to, da pač je veliko bolj smiselno, mislim, po njegov bi mogli vsi narediti oziroma imeti predporočno pogodbo, ker ti v tem stadiju, ko pač si zaupaš, pa ko se imaš rad, pa ko nekomu nekaj dobrega privoščiš, pa mu hočeš dober, pod nekimi normalnimi pogoji se staviš, kaj se zgodi v najslabšem možnem primeru, kar se tega tiče. In to on ful zagovarja. Vse deluje, mislim, zelo smiselno, ampak se mi zdi, da je to ena taka tema, kontroverzna, če bi lahko tako rekel, ko se lahko hiter oba pogleda si kontrirata. Pač, da sta isto močna argumenta za obe strani lahko. Pač kaj mislim? Ja, on pač to je fora, češ da ti, če ne narediš prina, pa pol se ločiš po pogojih, ki jih postavlja država, no, če hočeš, ne po svojih. Sam to je menda na konc fora, kakor zdaj jaz razumem, kar sem poslušal. Ti bi imel prinap po tem, kar si poslušal njega? Ne vem, zelo se mi zdi zanimiv, sam ne vem, kako to funkcionira. Mislim, sigurno obstaja. Pač tako zanimiva mi je sicer tema. Problem je zato, ker nisem niti našega slovenskega prava, kar se tiče o tem, nimam pojma, kaj. Zdaj, ali pač midva imamo tako družbo specifično, pa družinske kroge, da se nismo s tem srečala, ali pa to niti ni v naši kulturi. Srečala s čim s prinapom? Ja. Ja, pa moje, da sam, jaz mislim, da sam... Če so kakšni podatki na sursu. Jaz sam mislim, da zaenkrat pač to pri nas ful ni, ali pa mogoče to, da se ukvarjajo s tem ljudje, ki pač imajo večje premoženje, da je to mogoče ta ena taka ločnica, da imaš pol neki, kar lahko zdaj te ful deliš, pa da te ful strah za nekaj, ali pa če imaš vsaj hišo, ne, naprimer, na ta način. Oziroma, če imata skupaj, ne, v tem primeru, ali pa ti sam, pa je pol v primeru poroke od obeh, naj bi mogel pol deliti po pol, zdaj pa lahko se pa tudi ti ne odločiš. To so prav javno dostopni podatki z imeni in priimki drugače. Register pogodb o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij, če je to. Notarska zbornica Slovenije. Ja, verjetno. Sem hotel zdaj, ne bom zdaj po imeni, ampak... Ker naštej vse. Imamo dva zradovljice, ki sta sklenila pogodbo 24.4.2019. A to je primer, ali kaj? Ja. Okay. Pa kjer notar hrani pogodbo. Ni pa valjda detajlov pogodbe, ampak 141 strani parov, ki so sklenili te pogodbe, je tule. No, me ful zanima, kakšni tipi ljudi so to. Ja. Kaka so njihova premoženja, kak je njihov socialni status, ne? Tako? Ja, jaz se strinjam s tem, kar si rekel, da je verjetno to bolj stvar, s katero se ukvarjajo taki ljudje, ko imajo več premoženja, no. Mislim, se pravim, to je zdaj zelo hitra špekulacija, no, ker se pravim, meni se zdi to še vse en dost nov pojem, oziroma nisem se nikoli s tem tako ukvarjal. Laka, mislim, zelo veliko stvari je odvisnih od konteksta, ne? Ok. Se pravi, predstavljaj si, da si en podjetnik, ki dela v družinskem podjetju, ki je zelo uspešno, se pravi, govorimo o tem, da imaš pač ti sigurno milijonsko premoženje. Ali pa lahko govorimo tudi o več 100 000, je že to dovolj. In pač imaš slabo izkušnjo z gold diggerji, se pravi ženskami, ki te osvajajo samo zaradi denarja. In je lahko pač prinap neka zelo čist klasična odločitev pred poroko. Sploh če se z nekom ženiš, zelo hiter. Ampak to je zdaj, tukaj gre bolj, da se ti zavaruješ, to je bolj ta pogled, kukor pa, da bi ti zdaj bil pripravljen bolj fair razdeliti v dogovoru dveh. Ja, sigurno. Ne. Tu se mi zdi, da takoj ima tako negativno konotacijo. Ja, vse sem mislil takoj reči, da je takoj zdaj tu na druga stran, zakaj pa
Se pravi, ti to rabiš, zato ker ni zaupanja v tej zvezi. Ja, ne, veš, in pol smo že takoj na takoj si na tankem ledu, kar se tega tiče. No, on je pol tukaj omenil, tudi zelo, mislim, zanimivo, da gre pa še vseeno, da gre pri vsakem odnosu tudi za ekonomsko izmenjavo, če hočeš. In da to ni zdaj nujno sam denar, ne? Ampak razlaga o tem, da se pač vprašata, kaj zdaj jaz prinesem odnosu, pa kaj ti prineseš na enem odnosu. Ne? In pa zdaj, ko si gold digger, da zelo pogosto, oziroma on se tudi s tem ukvarja, ker ima veliko moških, ki so pač zelo uspešni, pa na drugi strani imajo pa neko lepo žensko. Ne? In pa je tudi to napisano in je rekel, da je bilo zelo bizarno, ker je imel vmes eno pogodbo, v kateri je pisal koliko kil se lahko zaradi ženska. In kao, da če se preveč zaredi, oziroma da nekaj na ta način, da pol pač prije lahko do ločitvenega postopka, oziroma da pol neč ne dobi ono ven iz tega, na to fora. Pač nekaj take, ali pa ne vem, ali pa zelo recimo še vse na zaupanje, pa koliko recimo ljudem, ki so zelo uspešni, to je verjetno, tako da ti res denar ne pomeni več, da je vprašal to osebo, kaj se zgodi, oziroma pač, da je zelo pogosto to, da pač imaš ni zdaj nujno moškega, ampak da ima reči prvo osebo, ki je zelo premožna, pa drugo osebo, ki ni tako zelo premožna in se pač poročita in pol vprašal to osebo moškega v tem primeru, ne? da kaj hoče, koliko želi, da ona dobi v vsakem primeru, ne? Preko dejte je 5 milijonov. Veš, ko je za naj, tako po moje to, ne? 5 milijonov. In je pač malo to zaupanje, vidim tu malo, ne, pač, okay. Po drugi strani pa verjetno je mu je tudi pač toliko vseeno, da rajš pač pokrije to, pa da imaš, ne vem, mirno vest, ali ne, samo to so, ne znam si predstavljati to, ko so taki zneski, veš. Mogoče se že pri velik parih na stran potisne razmišljanje o tej temi. Kao denarju, ali kaj? Ja, to sem mislil napeljati o teh predporočnih pogodbah, zato ker so že same finance taka tabu tema. Ja, tudi, ja. Mislim, tabu tema v veliko odnosih se mi zdi, da so finance. No. Pa sej mislim, da smo nasplošno, mislim, odvisno zdaj s kom se družim, ampak jaz se zdi, da večina ljudi ti ne bo povedala, koliko zasluži, ali pa že koliko računa, se mi zdi, že to včasih taka... Mislim, to se mi zdi bolj razumljivo, ampak hočem reči, da je to tabu tema že med partnerjem. Ja, razumem. Ful velikrat lahko. Ja, da poveš, koliko si zaradil. Ali pa koliko si zapravil za nekaj, tudi, ja. Kar si kupil, ne? Si dala 500 evrov, že če prdama ne čota. Prdama ne čota. Ne vem, to se mi zdi zelo tudi, pa tudi kakva potrošnika sta zdaj oba, ne? Pa če imaš zdaj en tak par, če gremo nazaj na te premožne, pa, oziroma da je en del zelo premožen, drug pa ne glih gold digger, ampak pač no. In da ne zna tako z denarjem mogoče delati, je pol mogoče hiter to, da je on... Težava. Ja, si to zdaj, ker zaokrože. Ja. Mislim, no hiter pa malo lahko prije do tega, pa je to problem. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.